Dogajanje na prizorišču požara seveda spremljamo še naprej, več v naši večerni oddaji. To bo eden najbolj intenzivnih vročinskih valov od začetka meritev, pa opozarjajo na Agenciji za okolje. Brez bistvenega popuščanja bi lahko trajal do konca prihodnjega tedna. Obdobje hude vročine bo marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, rekordno visoke bodo, kot zdaj kaže, tudi temperature. Trenutno napovedi kažejo, da bodo najvišje vrednosti na nekaterih merilnih mestih presegle 39 stopinj, morda celo 40 stopinj, tako da je možen tudi absolutni slovenski rekord. Bomo pa verjetno na kar nekaj merilnih mestih izmerili pa doslej najvišjo temperaturo za posamezno merilno mesto. No, v Podnanosu so popoldne zabeležili najvišjo letošnjo temperaturo pri nas, kar 39,5 stopinje Celzija. Kje pa bodo v naslednjih dneh toplotne obremenitve največje? Rene Markič. 40,8 stopinje Celzija, to je najvišja uradno izmerjena temperatura na naših tleh, ki so jo leta 2013 zabeležili v Cerkljah ob Krki. Ta rekord bi zdaj bržkone lahko presegli. Vsekakor pa bo to obdobje te vročine, te hude vročine s temperaturami nad 35 stopinj, verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo. Zdajšnji rekord drži Koper z 10 zaporednimi dnevi nad 35-tico, tokrat pa bi bilo takih dni lahko tudi 12. Arso je zato predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo izdal rdeče opozorilo. Ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka. Potem se bo pa težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu. A padli bi lahko tudi nekateri drugi rekordi. Denimo lanski, ko na koperskem Markovcu temperatura nikoli v dnevu ni bila pod 28 stopinjami. Lahko da bomo tudi kakšno od teh vrednosti presegli. V času največje toplotne obremenitve med 10. in 18. uro se zato izogibajmo soncu, poiščimo senco, čim več zelenih površin blizu voda ali kakšno drugo vrsto ohladitve. V Kopru so včeraj ob tem zabeležili presežne vrednosti ozona, te pa lahko vztrajajo tudi v prihodnjih dneh. Vsekakor ljudje naj te opozorilne vrednosti spremljajo in se v času, ko je čim manj zadržujejo na prostem. Definitivno lahko imajo težave zlasti tisti, ki so tudi sicer bolj občutljivi, bolniki z določenimi boleznimi, kroničnimi boleznimi dihal. Opozorilo pa sicer velja za vse, tudi za popolnoma zdrave ljudi. Zemlja je te dni popolnoma presušena, zato za Slovenijo šele četrtič v zgodovini velja velika požarna ogroženost. Posebnost letošnje suše pa je, da imamo zelo zgodnji začetek suše že spomladi in dolgotrajen razvoj suše že od zime naprej. To se predvsem vidi v hidrološkem smislu. Točnega konca tretjega vročinskega vala tega poletja še ne morejo napovedati. Bo pa huda vročina vztrajala vsaj do konca naslednjega tedna. Pred enim prometno najbolj obremenjenih vikendov v tem letu pa še opozorilo, vozilo naj bo pred odhodom na pot ohlajeno, s seboj pa imejte dovoljšno količino hladne vode. Močna vročina pa že vpliva na obratovanje določene infrastrukture. Rene, katere konkretno, kje zaradi vročine že uvajajo preventivne ukrepe? Ja, slovenske železnice prav zaradi vročine na nekaterih najbolj izpostavljenih odsekih že uvajajo preventivne ukrepe zaradi raztezanja jeklenih tirnic, zmanjšujejo hitrosti vlakov, zaradi česar pa se lahko pojavljajo določene zamude. Nov ukrep bo v veljavi do preklica veljal vsak dan med 12. in 19. uro. Na vztrajanje intenzivne vročine pa bi lahko vplivalo tudi na delovanje nuklearke v Krškem. V tem trenutku ta še deluje nemoteno. Spomnimo, v prejšnjem vročinskem valu pa so bili tik pred tem, da bi zmanjšali moč reaktorja. NEK se namreč hladi s Savo, ob segrevanju reke pa zaženejo posebne hladilne stolpe. Kje pa je bilo danes poleg Podnanosa najbolj vroče? Ja, Darja, kot že omenjeno, v Podnanosu so danes namerili skoraj 40 stopinj. Gre za postajo, kjer so letos že izmerili junijski rekord, tedaj je bilo 38,7 stopinje. Tudi drugod na Primorskem je bilo danes zelo vroče, v Dolenjah pri Ajdovščini in Škocjanskih jamah je bilo denimo 39 stopinj. V Ljubljani, Idriji in v Tolmini pa se je termometer ustavil pri 38. No in ko smo pri rekordih, poglejmo še v morje. Junija so v Piranu izmerili najvišjo temperaturo za ta mesec, kar 29,9 stopinje Celzija. No zdaj pa bi lahko padel še absolutni rekord, tega za zdaj drži julij 2010, ko so izmerili 30,5 stopinj.